Spoštovani visoki gostje, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, cenjeni predavatelji. Tudi jaz vas lepo pozdravljam na že tretji nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti in po uspešni izvedbi v preteklih 2 letih smo se ponovno zbrali v zelo velikem številu. To kaže, da je tematika še zmeraj zelo aktualna in da so potrebe na tem področju velike. Z veseljem gledam polno dvorano, saj vidim, da je naš trud, ki smo ga v preteklem letu vložili v načrtovanje tega dogodka, poplačan. Bo današnja vsebina in današnja razprava pripomogla k temu, da bomo lahko na področju raziskovanja, preprečevanja in zdravljenja nekemičnih zasvojenosti delovali še bolj kakovostno. Nekemične zasvojenosti predstavljajo vse večji javnozdravstveni izziv, njihove posledice pa so lahko enako resne kot pri tako imenovanih tradicionalnih oziroma kemičnih zasvojenostih. V zadnjem času veliko govorimo o problematični rabi in zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami, ki so lahko izziv predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, na kar kažejo med drugim tudi izkušnje strokovnjakov, ki delujejo na področju izobraževanja, zdravstva in sociale. V ospredje vedno bolj stopajo tudi druge nekemične zasvojenosti, o katerih se sicer pogovarjamo manj, vendar imajo prav tako lahko pomembne posledice. O nekaterih bomo spregovorili tudi na današnjem dogodku. Vedno bolj nas zanima ozadje nastanka in pa ohranjanja nekemičnih zasvojenosti, zato posvečamo veliko pozornosti različnim dejavnikom, ki se lahko povezujejo z njihovim nastankom, tako v raziskovalnem kot tudi razvojnem smislu. In čeprav je dognanj na tem področju vse več, pa se vedno znova srečujemo tudi z novimi vprašanji, zato naše delo nikoli ni zares končano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje področje nekemičnih zasvojenosti, kot je bilo že omenjeno, naslavljamo v okviru interdisciplinarne delovne skupine za nekemične zasvojenosti, ki deluje pod okriljem programa Mira, nacionalnega programa duševnega zdravja 2018 do 2028. In kot vodja te skupine se še posebej zavedam, kako resno je stanje in kako pomembno je, da smo na tem področju aktivni. V skupini delujejo strokovnjaki iz različnih področij in z različnimi znanji. Povezuje pa nas skupni cilj. To je oblikovati raziskave in intervencije, ki izboljšujejo stanje na področju nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji. V preteklem letu so bile izvedene številne raziskovalne aktivnosti. Če jih omenim le nekaj, med najpomembnejšimi je na primer raziskovanje in spremljanje razširjenosti problematike nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji. Izsledki raziskav potrjujejo resnost te problematike in dodatno osvetljujejo pomembnost nadaljnjih prizadevanj za njeno obvladovanje. V tem kontekstu je bila izvedena tudi obširna analiza šolskih intervencij iz tujine z namenom identifikacije najbolj učinkovitih pristopov. Prav tako poteka tudi vrednotenje obstoječih preventivnih programov v Sloveniji, s čimer želimo zagotoviti visok standard strokovnih storitev. Med drugim sodelujemo tudi pri razvoju in validaciji merskih inštrumentov, ki omogočajo zgodnje prepoznavanje rizičnih posameznikov. Še posebej pa smo ponosni na uspešno sodelovanje z različnimi institucijami in organizacijami, saj povezovanje raziskovalcev in strokovnjakov iz prakse omogoča oblikovanje aktivnosti, ki so uporabne in prilagojene potrebam na terenu. Prizadevamo si tudi za ozaveščanje in izobraževanje splošne in strokovne javnosti, vključevanje psihoedukativnih in zdravstveno-vzgojnih vsebin z področja nekemičnih zasvojenosti v obstoječe preventivne programe in strukture znotraj zdravstvenega varstva, razvoj novih oziroma nadgradnjo obstoječih intervencij za preprečevanje nekemičnih zasvojenosti ter usposabljanje in krepitev kompetenc strokovnega kadra. To predstavlja pomemben korak v smeri bolj kakovostnega in celostnega naslavljanja problematike nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji. Danes se je na tej konferenci zbralo več kot 250 strokovnjakov iz različnih področij, strokovnjaki z področja zdravstva, sociale, izobraževanja, strokovnjaki, ki delujejo na področju
svetovanja, raziskovanja, strokovnjaki iz vladnih, nevladnih organizacij in mnogi drugi. In čeprav prihajamo iz raznolikih strokovnih okolij, nas povezuje skupno soočanje s problematiko nekemičnih zasvojenosti. Nekateri se z njo srečujejo neposredno pri delu z ljudmi, ki se soočajo s posledicami, drugi jo preučujejo v širšem družbenem kontekstu. Naše potrebe in pričakovanja so različna. Nekateri iščejo praktične rešitve za uporabo v vsakodnevnem delu, drugi se osredotočajo na teoretična ozadja in razumevanje mehanizmov, ki vodijo v zasvojenosti. Spet tretji, za njih je ta tema pomembna tudi zaradi osebnih izkušenj, ki oblikujejo njihov pogled in pristop pri delu. Upam, da vam bo današnji dogodek ponudil priložnost za pridobivanje znanja in orodij, tako teoretičnih kot praktičnih, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju in reševanju izzivov s področja nekemičnih zasvojenosti. Želim vam prijetno vzdušje na konferenci ter veliko novih spoznanj in dognanj. Hvala.